Lani se je število prodaje nepremičnin po 3 letih znova zvišalo, celo za petino, nadaljevala se je tudi rast cen in s tem zmanjševala dostopnost. Stanovanja so se podražila za 11%, hiše pa za 10%, ugotavlja na najnovejšem poročilu Geodetska uprava. Govorimo lahko že o norih cenah. V Ljubljani je povprečna cena rabljenega stanovanja že prebila mejo 5000 evrov za kvadratni meter, na ravni države pa prvič 3000. Od leta 2020 so se cene stanovanj dvignile za skoraj 80%, hiš za 65% in zemljišč za gradnjo stavb za skoraj 60%. O razmerah na trgu nepremičnin bo za Bloomberg Adrio govoril vodja oddelka za analize trga nepremičnin na Geodetski upravi Republike Slovenije, Matej Furlan. Pozdravljeni, gospod Furlan. Ja, lepo zdrav tudi z moje strani. Torej, čemu pripisujete to izjemno visoko rast povišanja cen kljub velikemu številu novogradenj? Ali v tem trenutku trg poganja le rast povpraševanja? Zdaj tako, na Geodetski upravi ugotavljamo, da, oziroma se malo že sprašujemo, do kje lahko sploh še sežemo. Seveda, razlogi za to rast so različni. Eden takih, bom rekel, najbolj klasičnih je seveda pomanjkanje ponudbe, povpraševanja je še vedno ogromno. Tukaj bomo rekel, govorimo tudi o makroekonomski sliki, ki je bila vsaj v preteklem letu, ker naše poročilo, ki smo ga izdali, se nanaša na preteklo leto, so bili te kazalniki, bom rekel, dokaj ugodni, se pravi od zaposlovanja do, bom rekel, gospodarske rasti, sicer ne tako močne, se pravi tudi inflacija bila na neki zmerni ravni, poleg tega so tudi, bom rekel, banke zelo, bom rekel, pospešile posojila, se pravi hipotekarne krediti so bili v porastu, predvsem zaradi nižanja obrestnih mer, ki so se proti koncu leta mogoče malček spet povzdignili. Tako da v bistvu en skupek dejavnikov vpliva, nič ne kaže, da bi šlo kaj dol. Žal, kot vidimo v svetu, se dogajajo različne zadeve, govori se o neki novi energetski krizi, ki bo poganjala neko inflacijo in seveda rast stroškov, bomo rekel, v gradbeništvu se bo poznalo, bo šlo gor, tako da pričakovati nekih nižanj oziroma nekih padca cen, vsaj na Geodetski upravi, ne pričakujemo, glede na sliko, ki je bila v preteklem letu in v trenutni situaciji. Kljub visokim cenam povpraševanje ostaja. Zakaj? Recimo, koliko dodatnega povpraševanja generira tudi priseljevanje? Ja, to povpraševanje ostaja, sicer tukaj se treba poprašati, kakšno je to povpraševanje. Zdaj, če tako rečemo neko splošno, ja, mogoče veliko ljudi povprašuje, vprašanje pa, koliko so plačilno sposobni. Tudi, bom rekel, v našem poročilu smo navedli, lani se je recimo prodalo 2% fonda vseh stanovanj v državi. To ni neka velika številka, sploh če vemo, da je vseh stanovanjskih nepremičnin, bodisi stanovanj, bodisi stanovanjskih hiš 900 000, tako da fond je visok, če tako pogledamo naše število prebivalcev, ampak kljub temu opažamo, da neka dinamika menjave, se pravi lastništva, je pa tam nekje na dobro 2% pri stanovanjih, procent pri hišah. Ja, zdaj kot ste omenil, se pravi neko priseljevanje je, se pravi nek dodaten priliv na strani povpraševanja. Moram poudariti, da mogoče te tujci, ki prihajajo v Slovenijo, mogoče se prvo osredotočijo na najemni trg, se pravi iščejo neko nastanitev, da potem uredijo, se pravi vsi ostale zadeve. Potem s časoma, ko se odločijo ostati tukaj pri nas, mogoče povprašujejo tudi po nakupih. Drugače pa mislim, da se bolj ta najemniški trg pozna pri priseljevanju. Pa še prišla do najemniškega, ampak recimo, koliko bi cene umirila obdavčitev praznih stanovanj? Zdaj tako, sicer jaz moram poudariti, da Geodetska uprava ni generator, bom rekel, davčne politike oziroma nima te pristojnosti. Žal tudi nekih analiz, kakšen vpliv bi imel davek, če govorimo o tem, ki je bil predlagan iz strani prejšnje vlade. Lahko osebno povem moje mnenje, da kaj dosti ne vidim, da bi pripomoglo, nekaj sigurno bi, ampak vsaj ne v takšni meri, kot si verjetno velika večina nas želi, da bi bilo to res tisto, da bi se poznalo na cenah, da bi nekako se vsaj umirile, oziroma da bi bile bolj dostopne. Zakaj ni neka konkurenčna razlika med starimi in novimi stanovanji? Ja, tukaj tudi mi se to sprašujemo, ampak odgovor je, bom rekel, jasen. Prvič, na občinskem trgu velja lokacija. Se veste, kar je že pozidano, je težko nadomestno lokacijo dobiti.
in pa, kot sem rekel že prej, ponudbe ni, ne, in če ni ponudbe, se, bo rekel, ta trg novograden in starograden nekje, ne bom rekel, jih izenači, ampak pride do zelo nekih istih ravneh, tako da tukaj je, bo rekel, spet stvar ekonomike, povpraševanja in ponudbe. Koliko pa lahko najemniški trg še sledi prodajnemu? Ja, najemniški trg, kot opažamo na geodetski upravi, nekako sledi rasti cen nepremičnin, se pravi nekako, bom rekel, ko raste cen nepremičnin, se potem preveli tudi v neke višje najemnine, seveda ne takojšen učinek, mogoče z nekim zamikom. Seveda, ljudje, ki imajo v lasti nepremičnine predvsem namenjeno za oddajo, bodisi dolgoročno, kratkoročno, tudi, bo rekel, zasledujejo nek donos in seveda potem tudi nepremičnine oziroma najemnine nepremičnin sledijo tem cenam. Če pogledamo raven celotne države, do kolikšne mere sledijo cene rasti po državi, cenam rasti v Ljubljani? Ja, tukaj, bom rekel, smo opazili nek tak trend, ki seveda ne drži lih v vsakem primeru, ampak recimo Ljubljana je tista, ki je seveda prva, bom rekel, oziroma generator nepremičninskega trga, nekako potem z zamikom sledijo še ostala večja mesta in potem tudi manjša. Ne? Tako da nekako v tistem preobratu 2015, ko se je začel trg, če rečemo temu, prebujati, cene rast, je najprej Ljubljana ta, ki je najbolj poskočila, ne? Potem nekje za zamikom so tudi ostala mesta sledila, tako da ta trend je v korelaciji, če tako rečemo, ne? Z nekim zamikom, seveda, ker se veste, potem, ko v Ljubljani recimo ni več nekih primernih, cenovno dostopnih nepremičnin, potem ljudje posegajo po nekih substitutih, če tako rečemo, nekih bližin teh suburbanih območij, kot so, ne vem, Domžale mogoče, Vrhnika, Grosuplje, Medvode, tudi Kranj nazadnje in tudi širše, ne, ker ta ljubljanski obroč je že premajhen, ne, za vse, ki bi radi tukaj živeli. Tako da, seveda, potem logično sledijo tudi cene na teh območjih, ker to povpraševanje pride iz te smeri. Ja, se pravi, bodo tudi tam cene verjetno še raste, vidno, ampak se tam še splača, recimo stanovanje, če gremo malo dlje v Ljubljani, ne vem, Maribor in podobno. Ja, seveda, zdaj tako, težko reči splošno, kaj se splača, odvisno od vsakega posameznika, kakšen način življenja ima, ne, zdaj veliko je tudi v zadnjem času delo od doma, tako da tudi to je sigurno pripomoglo, da ljudje se odločajo tudi za mogoče nakup nekih način izven urbanih območij, predvsem izven Ljubljane, ker so vseeno glede na nominalne cene so vsaj znosnejše, ne, če tako rečemo, in potem ljudje se tudi odločajo in seveda tudi imamo tukaj eno težavo prometno, ne, vedno več prometa je, zastoji, tako da potem ljudje gledajo na vse vidike in ja, seveda, se tudi na ostalih območjih potem pozna povpraševanje. Zdaj, cene recimo v nekaterih manjših mestih, zadnjič sem se pogovarjal v Novem mestu, so naprimer že više od nepremičnin v avstrijskem Gradcu, ki je 10-krat večji. Koliko stanovanj bi moralo zgraditi v Sloveniji, da bi se recimo ta trend obrnil? Ja, zdaj tukaj žal nekih teh podatkov na list tudi ne izvajamo na geodetski upravi. Nehvaležno povedati, koliko stanovanj. Menim, da bi jih bilo treba kar precej. Zdaj, kot se je v prejšnjem mandatu vlade govorilo, nekje 20 do 30 tisoč novih stanovanj. Seveda si jih vsi želeli, sigurno bi nekaj pomenilo to na trgu. Tukaj bi pa mogoče izpostavil, da v Sloveniji fond stanovanjskih enot, kot sem že prej omenil, je 910 tisoč enot. Seveda vse mogoče niso lih primerne za bivanje, seveda govorimo o podatku iz katastra nepremičnin, v kakšnem stanju so vse, ne vemo, ampak upam si trditi, da če bi se v tej smeri kaj ukrepalo, da bi se te enote mogoče bodisi, ki so trenutno nebivalne ali pa so prevelike, predimenzioniranje, ki so iz nekih prejšnjih časov, mogoče tudi funkcionalno zastarela, da bi se prej poskušali usmeriti v ta segment, da se pokoristi, ker tudi neka divja pozidava, se veste, rekel, tudi drugi resori so potrebni, ne, lepo je slišati, da bomo zidali, ne, ampak tukaj ste vprašati, imamo to zmogljivost, ne, trg recimo po naših ocenah generira novograden za trg, govorimo, ne v lastni gradnji, nekje 3000 enot na leto. Jaz se tukaj sprašam, ne, tukaj so potrebni resori, kot so, se pravi, kadrovski, ne, vemo, da so, bom rekel, delavci v gradbeništvu zelo iskani, potem so tukaj še infrastruktura komunalna, ne, spravi, to vse pripelje do nekih dodatnih težav in ni tako hitro to izpeljati, kot bi si vsi želeli. Tako, že samo priprava zemljišč. Tako, ja, projektiranje, prostorsko planiranje je sploh problem v Sloveniji,
Tako da dosti je za postoriti, ne gre čez noč, vsekakor bo treba sistemsko reševati. Kot sem rekel, ena z rešitev vidimo, da bi se tudi v teh enotah, ki so trenutno mogoče v nefunkciji, v neuporabi, da bi se jih tudi aktiviralo. Ne glede na to, kakšna bo nova vlada, sigurno bo tudi njih, ne glede na politiko, na tem področju čakalo veliko dela. Seveda, ne, ker bo rekel, to se tiče vseh nas, ne glede na politiko. Ja. Hvala za pogovor. Ja, hvala vam. Tečno.